Živijo in en lep pozdrav vsem skupaj, ponovno se vam oglašam Kristi Žmahar. Danes bom spregovorila o eni taki zelo zanimivi temi in sicer bi rada govorila o magiji. Ja, res bi rada govorila o magiji in sicer bi vam rada povedala, zakaj ne skrivam več svoje ljubezni do magije. Nekateri ljudje rečejo, ja, pa si jo sploh kdaj skrivala, in iskreno priznam, da sem jo številna leta skrivala. Pa bi rada povedala, kako se vse skupaj začelo. Jaz sem začela svojo duhovno potjo definitivno z angeli, zelo rada sem meditirala, zelo rada sem razumela, kaj duhovnost prinaša, zelo rada sem komunicirala z angelskimi sferami in tako naprej. Potem v enem trenutku se je zgodilo, da sem bila nekje na tujini v nekem izobraževanju in mi je en učitelj rekel, pa daj poglej se v obraz, pa daj poglej svoje lase, pa daj poglej svoj nos, tebi že zdavnaj mogel biti, da si pač jasen, da si tudi čarovnica, ne? In jaz nisem vedela, kako ne odreagiram na to, pa rekel, se bom prevedla, on je rekel, it's okay, you will be an angel witch, kar pomeni, pa vse v redu, boš pač angelska čarovnica, ne? Meni se je vedno zdelo, kolikor sem brala vse te članke, pa ko sem videla razmišljanja ljudi, da si vedno mogel izbirati, da si lahko ali sodeloval z angelskimi sferami, ali si pa pač se ukvarjal z magijami. In potem sem ugotovila, da v bistvu so nas to majčkeno narobe učili, da vsi mi imamo v sebi vse te duhovne darove, kateri se prizemljujejo na različne načine. In takrat sem ugotovila v bistvu, kaj je ta razlika, med recimo angelskimi sferami pa med magijo. In takrat sem ugotovila, da je delo z angelskimi sferami uporabljanje duhovnih frekvenc, torej pomeni teh visokih vibracij, izključno na tem duhovnem nivoju, to pomeni naše povezovanje z njimi, aktivacija znotraj nas, zato da se nekaj prizemlji, medtem ko je magija pa šla na nek drug princip. Magija je rekla, če je Bog na nebu, je boginja na zemlji. V bistvu se je šlo za to in v bistvu uporabljajo enake duhovne darove, kakor angelske sfere, ki dodajo zemeljske sestavine, to pomeni orodja, rastline in tako naprej, zato da lahko na zemljo s pomočjo teh orodij, ki so del našega vsakdana in pač živimo z njimi, da lahko pač s temi orodji prizemljimo na zemljo neko manifestacijo nečesa, kar želimo. In jaz sem takrat rekla, se to pol sploh ni grozno, se to je ena in ista stvar, samo da ena uporablja orodja, druga pa več ali manj ne, oziroma samo občasno, In takrat sem spoznala, da v bistvu rabim samo prečistiti v bistvu vsa ta strašenja, ki so že nekako do otroštva mojega prihajala, da moramo iti stran od magije, da je to grozen, da si privlečeš ne vem kaj na glavo in tako naprej, in da se bo ne vem kaj aktivirali. In sem spoznala, da to ni res, da mi ljudje vodimo vse te namene dobrega ali pa manj dobrega. To, če ti komuniciraš z angeli, pa imaš v sebi težnjo, da škoduješ ljudem, potem tudi nič dobrega ne bo prinesel. Če imam pa jaz v vsakem primeru v srcu to, da želim ljudem dobro, potem to lahko dobro prizemljim s pomočjo angelov, pa s pomočjo magije. Razumete, gre se samo za človeški namen. In ko sem to enkrat spoznala, sem šla raziskovati magijo in jaz sem konkretno za sebe ugotovila, da mi paše meditirati, da se mi paše pogovarjati z angeli, da mi včasih pa tudi paše vzeti neko orodje, recimo neke čarovniške svečke, pa nek bršljan, pa nek česen, pa ne vem kaj še vse, in da mi paše vse skupaj na nek list zapisati, nek obred, mogoče to potem kam nesti, kam zakopati in tako naprej. In sem ugotovila, da ko delam neke take obrede, ker so mi tako simpatični in ko uporabljam ta orodja, se zaradi tega, ker sem na zemlji, včasih toliko močno lahko s temi obredi povežem, da imajo za mene zelo močno manifestacijo. In takrat sem ugotovila, da iz tega nič slabega ne pride, vedno so bili vsi moji obredi namenjeni meni, nikoli nisem nobenega drugega človeka noter vključevala. In potem sem seveda ugotovila, da imam v sebi aspekt bele maginje, to pomeni, da je to pozitivna magija, ki nikoli ne manipulira, dela za sebe in uporablja
dejansko tudi številna darila eteričnih svetov. Ker je bila pa zraven seveda tudi narava, do katere jaz nosim veliko ljubezen, sem ugotovila, da obstaja tudi zelena magija, ki pa uporablja še točno določene segmente narave za prizemljevanje manifestacije na zemljo. In tako sem takrat začela poučevati belo in zeleno magijo. Bela magija je namenjena manifestaciji želja, pa izdeluje se zaščitne sklede, pa uči se take starodavne numerologije, pa pogovarjanja z živalmi in tako naprej. Medtem ko zelena magija ima pa lunine obrede, potem energijska čiščenja prostorov, potem se bere iz takih posebnih kart zelene magije in tako naprej. Skratka, to sta taka dva čudovita aspekta, ki sem jih jaz aktivirala, in potem s časoma sem tudi dobila navodila, da te ljubezni ne bom skrivala. Ugotovila sem, da je zunaj veliko takih ljudi, ki vas kličejo taka znanja, ki imate tudi te aspekte v sebi. In tako sem takrat razvila dva tečaja. En tečaj je tečaj bele magije in drug tečaj je tečaj zelene magije. Oba tečaja se začenjata marca, bela magija 1. marca in zelena magija 22. marca. Tako vse tiste moje dežurne pozitivne čarovnice in čarodeji, ki vas to pokliče, poglejte si informacije na spletni strani potovanje-duse.si in se nam pridružite. Pridružite se mi zato, ker se bomo imeli izjemno, ogromno dobite daril, pa orodja, pa ogromno tam naredimo. To je eno tako doživetje, pa barvamo, pa rišemo, pa aktiviramo, pa sveče za domov dobimo in tako naprej. Skratka, zato, da potem lahko z vsemi temi obredi delate to doma. Še posebej bi vas pa rada opozorila, da zaradi tega, ker imamo za jeseni neke pač malce drugačne načrte, da konkretno zelene magije letos ne bo več, kar pomeni, da to je edini možni termin. Torej 1.3. bela magija, 22.3. zelena magija. Lepo ste vabljeni, se vidimo in definitivno en čarovniški pozdrav. Ja.